Pozdravljeni. V svetu Formule 1 mnogokrat imenujemo ikone le tiste, ki so v bolidih, tiste, ki osvajajo zmage, naslove in tako naprej. A pomembni ljudje so tudi tisti v ozadju. In danes bom predstavil eno zelo znano ikono Formule 1, Charlieja Whitinga. V svet Formule 1 je prišel leta 1977 v ekipo Hesketh. Znano je ime, a daleč od tista Hesketa, v katerem je nastopil James Hunt in je bil last Lorda Hesketa. Takrat zanimiva fotografija prav Charlieja Whitinga in Divine Galike v bolidu ekipe Hesketh. Po 2 letih je ekipa propadla in Charlie je imel izjemno srečo, da je spoznal Bernieja Ecclestona. Bernie Eccleston je bil zmeraj znan kot človek z izjemnim talentom za ljudi, kateri je videl potencial v človeku. In Charlieja je povabil v svojo ekipo, v tisti Brabham, čudežni Brabham, v katerem so bili prisotni že naprimer Gordon Murray, za katerega je nastopal Niki Lauda, v katerega je prišel Nelson Piquet. In prav med Charliejem Whitingom in Nelsonom Piquetom se je razvilo neko zanimivo prijateljstvo, katero je legendarno še danes. Znano je, da je Nelson Piquet bil zabavljač, da se je rad hecal in tarča njegovih potegavščin je bil pogostokrat tudi ubogi Charlie Whiting. Ta je napredoval, postal šef mehanikov prav na bolidu Nelsona Piqueta. In seveda, zgodilo se je na nekem prostem treningu, da je Nelson Piquet pridrvel v bokse, izskočil iz bolida ter začel kričati, da nekaj pušča v njegovem bolidu. Charlie Whiting je splanil k njemu in ga začel spraševati, kje pušča, kaj se je zgodilo. Ne vem, tam notri nekaj pušča. In Charlie z glavo naprej proti stopalkam v bolidu. Začel je tipati, dokler ni začutil, da je nekaj mokro. Ni bil prepričan, ali gre za hidravlično tekočino, za vorno tekočino, a takrat ga je Nelson malce potrpljal po zadnjici ter mu povedal, da ga je tiščalo in si ni mogel zadržati. Seveda, reakcija Charlieja Whitinga ni znana, a tako da bomo malce na jasnem, kaj se je dogajalo v boksih. A da ne boste mislili, kot šef mehanikov je Charlie Whiting bil prisoten pri obeh naslovih Nelsona Piqueta med vozniki v ekipi Brabham. In ostal je zvest praktično tej ekipi, dokler je bila v lasti Bernieja Ecclestona. In prav Bernie ga je prepričal leta 1988, da je šel v FIO za tehničnega delegata. Tam je bil tista odgovorna oseba, katera je preverjala skladnost bolidov s pravilnikom. Ne samo, da je meril te zunanje mere, jih tehtal in tako naprej, ampak tudi do potankosti poznal pravilnik ter gledal, kje so možne variante, da bi nekdo lahko kaj ukrivil pri pravilniku. In seveda, ker je izhajal iz ekipe Brabham, je bil dobro poučen tudi o teh variantah. In napredoval je kot vodja dirke, je pa postal leta 1997. Med njegovimi legendarnimi lastnostmi je bila temeljitost. Namreč sam je zvečer pred vsakim začetkom dirkaškega vikenda prehodil progo, pregledal vse jaške, ali so pravilno zaprti, zavrjeni, pravilno nameščeni, da je bilo vse tako, kot je treba. Seveda sabo je povlekel svoje sodelavce, a sam lastnoročno opravil pregled. Tudi dostikrat je razlagal tehnična pravila, odločitve komisarjev, čeprav to ni bilo njegovo delo, a imel je neko prirojeno lastnost, da je znal z enostavnimi besedami razložiti situacijo. In mnogokrat je bil klican on k odločitvami, čeprav ni bil tista poklicana oseba. Bil je v sodobni Formuli 1 zaslužen za 2 dobri, potrebni inovaciji. Prva, virtualni varnostni avto. Ko je videl, kaj se je zgodilo pri Juliesu Bianchiju in je bil on praktično tista odgovorna oseba, je hotel iz te tragedije povleči tudi nekaj pozitivnega. In zaradi Charlieja Whitinga imamo tudi ta izum, ta virtualni varnostni avto, kateri prepleči voznikom v takih ekstremnih pogojih, da bi vozili prehitro. Po drugi strani je bil eden izmed velikih zagovornikov sistema Halo in eden izmed njegovih največjih sponzorjev. In čeprav so bili mnogi navdušenci kritični, predvsem do estetskega izgleda tega sistema, smo takoj videli, kako je bil uporaben. Praktično
eden izmed ljudi Formule 1 z izjemno velikim spoštovanjem, natančen, etičen, mnogokrat strelovod po nepotrebnem, nas je zapustil pred začetkom sezone 2019. Na tih način, na praktično diskreten način je odšel kot mnogi za volanom. Naprimer, da bom povedal tako kot Elio, Ayrton, Patrick, Gilles, Ricardo, Ronald, Jules in mnogi drugi. Nikomur ni zmeril, niti ko so ga žalili. Spomnimo se na veliki nagradi Mehike 2016, kaj je Sebastian Vettel rekel javno v radijski zvezi o Charlie Whitingu, čeprav takrat Charlie ni imel velike zveze s tistim odločenjem. Vseeno, zmenila sta se sama na 4 oči in sam Charlie Whiting je dosegel, da Sebastian Vettel ni bil kaznovan. Danes z njim zeva velika praznina in mnogi, ki so ga kritizirali za čas njegovega življenja, si ga danes želimo nazaj. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.